Danes bomo šli z Anjo po vseh nama poznanih second hand shopih v Podgorici. Anja, šta specifično ti tražiš danas? Pa mislim da ću da tražim neke džempere ili možda jakne. Jaz vedno iščem Blekce, puloverje, kakšne hude srajčke, vse kar ima čipko. Danes bomo cel vlog snemali z Canon PowerShotom G7X Mark III, ki je, by the way, moj najljubši vlogerski fotoaparat. Evo, prišli smo do prvega second hand shopa. Često se desi da ovdje nema ništa, ili? Ja uvijek nađem u ovome nešto. Ti uvijek nađeš ništa? Da, baš u ovome tu. Super. To mi je kao lucky charm. Ja mislim da poznajem jednu djevojku koja bi to odmah. Ovo je kao pulover od mog momka. Da. I smo našli nešto? O, ne ništa. Baš Ništa. razočarenje. Iako uvijek nađem ovdje nešto. Sad nije bilo ništa. Da, i nisu nam dozvolili da snimamo. Da, nisu nam dozvolili da snimamo. Tako da trebamo drugačiju taktiku za drugu prodavnicu. I to je da ne uđemo odmah sa kamerom, ali da ono polako malo. Polako ih vodimo u priču, to je dobra. Kao, mi smo dvije baš prijatne djevojke i onda kamera dolazi. Nismo influencerki, nismo ništa, ne snimamo. V ta Canon G7X Mark III lahko vključiš tudi mikrofon, tako da imaš pol boljši zvok, ampak tudi mikrofon, ki je trenutno v fotoaparatu, ni tako slab, da ne bi mogel normalno vlogov delati. Tako da danes sva mi dve brez mikrofona. In zdaj iščeva ta naslednji second hand, ki nama je Google rekel "You have arrived", ampak ga ni nikjer. Sad si kao Jon Snow. Da. Zaenkrat nismo imeli še nič sreče. Ful mi je fajn, ker ta kamera lahko snema v 4K, tako da če rabim kaj pozumirati ali pa zrezati ven, bo pol ful fajn to prav prišlo. Čeprav jaz ta video ne bom objavila v 4K, ga še vsem snemam v 4K, ker lahko pol vse živo delam z njim. Končno nam je uspelo nekaj kupiti. Jej! Glej to. Jaz sem lih toliko nakičena, da bi kitajska oblekla. Tole je pa bil dan. Začeli deževati, šli smo na kosil, šli smo domov, bilo nam je dosti vsega, ampak še vsem smo najdli par ful dobrih stvari in to vam jih hočem danes pokazati. Ker smo bili lih v zunaj, smo posneli še par fotografij in ful dobra stvar G7X Mark III je to, da če imaš prižgano aplikacijo na telefonu in povezan telefon z fotoaparatom medtem, ko slikaš, lahko nastaviš, da ti on direktno vleče vse slike v telefon. Tako da, pol, ko smo bili na kosilu, smo lepo sam na kosilu na hitro pregledali slike, ki smo jih naredile
In takoj sem imela eno pripravljeno za objavo na Facebook. Ok, ampak tukaj nismo zato, tukaj smo zato, da vam pokažem, kaj sem dobila vse, kaj smo vse najdle v second handu. Tole snemam tudi z G7X-om, z eksternim mikrofonom. Tako da lahko slišiš razliko med eksternim mikrofonom in internim mikrofonom, s katerim sem prej snemala cel vlog. Poglej ta snemalni setup. Najmanjša mogoča kamera, pa mikrofon, koliko dober. Tole bo postala prav moja vsakdanji setup za snemanje, sploh ko grem v Ljubljano, ker da lahko vzamem sam te 3 stvari, epic. In to je tudi zdaj malo večerna scena z umetnimi lučmi, s 6 različnimi barvami lučmi in tako naprej. A veš, te malo otežujoče scene, te situacije, ki se ti drugač ponavadi dogajajo iz dneva v dan in ni vse lepo in sončen dan in tako naprej, a ne? Pa gremo pogledat, kaj sem nakupila. Ok, ta prva stvar, ki sem jo videla in ki ste že tudi mičkan videli v vlogu in ki sem se totalno zagledala v njo, je bil tale blazer. Houndstooth vzorc, ki ni črno-bel, ampak ima odtenke rjave noter vpletene in potem ima še na komolcih tele rjave peče. Nisem bila čisto sigurna, a so mi peči všeč ali ne, ampak pa, ko sem videla, koliko imam dejansko rjavih stvari v svoji omari in koliko čevljev imam rjavih, se mi je zdelo, da ful dobro skupaj paše in sem bila še bolj navdušena nad tem blazerjem. Je res, da je podloga mečkan strgana, tako da to bom mogla dati zašit, oziroma po moje bom dala celo novo podlogo delati, pa da mi jo mogoče še malo razširi v rokavih, če bo mogoče. Obožujem blazer in mislim, da ga bom nosila tako skoraj vsak dan, če ne vsak dan. Tok mi je dober, res ful mi je všeč. Naslednja stvar je tale športna jopca. Ne vem zakaj, ampak enostavno me je klicala k sebi. Pač mečkan mi je mehna mogoče, ampak se mi zdi super, da je tako malo cropped in ima ta nek športen stil za tiste dni, ko hočem biti malo bolj sporty, malo bolj casual. In šele, ko sem ga domov prinesla, sem videla, da je to v bistvu otroški XL za 10 do 11 let. No, ta 27-letna punca nosi oblačila za 11-letnike. Tada! Naslednja stvar je tale puloverček izjemno interesantnih barv in prav zaradi tega mi je tako poseben, ker je pač res nekaj posebenega. Kupila sem ga zato, da bi ga nosila kot samo puloverček brez majice spodaj, tako da nosiš v bistvu puloverček kot majico, kot tak se ful dobro obnese, ampak še vedno, zdaj ki pa še smer malo bolj mrzlo, ga pa še smer lahko oblečem čez kakšno majčko ali pa karkoli. A ja, pa ko sem domov prišla, sem videla, da je tako skoraj, da ima 1% angore noter in tako piše samo peri na roke in izučilo me je, da samo perem na roke, če piše samo peri na roke, zato ker sem enkrat fliknila v pralni stroj en puloverček, ki je bil 100% volna, ki je pisal samo peri na roke in sem dala v pralni stroj na ročno pranje in ven sem dobila tak mečkan puloverček, tako da tega ne bomo delali več z žlahtnimi materiali. Tale zelen puloverček mi je bil noro všeč takoj, ko sem ga zagledala. To je bila ljubezen na prvi pogled, sam vzela sem ga in nisem več razmišljala dvakrat. Nosim ga ogromno in ta zadnja stvar je pa tale srajčka s pikicami in temi res hudimi vintage gumbi. Mogoče so malo loose, mogoče bom kakšnega malo bolj natesno pršila, ampak tok mi je všeč, kako se premika, kako ima ta rob tle gor v bistvu malo na zebro narejen, ki je tako čist random, čist ven iz moje cone komforta, nič tasga podobnega nimamo v omari, čist je nekaj posebenega, ampak z druge strani se pa ful lepo sklada z vsem, kar imam. To so bili moji thrift shop findi, mislim, da je bila vsaka stvar tako po 4 do 7 evrov. Mislim, da ni nič šlo preko tega. Bil je res zanimiv potep in raziskovanje vseh second hand shopov. Zdaj vsaj vem, kje so vsi thrift shopi. V Podgorici in tudi večkrat se bom oglasila do vseh, definitivno. Ne bom sam te dva, ki ste tle meni blizu, obravnavala. Tole je bil live, mislim, ni bil live, bil je vlog samo z G7X kamero, tako da lahko vidiš, kako se obnese v različnih življenjskih real life situacijah. Če imaš še kakšno vprašanje glede tega fotoaparata ali pa glede thrift shoppinga, pusti mi jih v komentarjih. Zanj sem gledala, da ta fotoaparat zmore tudi live streamanje direkt na YouTube. Vi ne veste, kakšen je to problem, da najdeš način, kako s kamero
live streamati na YouTube. Rabiš en program, pa drug program, pa tretji program, v bistvu rabiš samo en program, ampak ta program je zelo zakompliciran. In potem, kako s tem zakompliciranim programom povežeš svojo veliko kamero, da to snema, da to vse gre čez, da gre zvok pravilno čez. V glavnem, to je ful enih komplikacij. Tako da, če mi ta kamera vse te komplikacije zaobide in streama na YouTube brez problema, bo to tako full mind-blowing in skoraj sigurna sem, da bom to sprobala, ker pač moram vedeti, a to dela ali ne, tako kot treba. Stay tuned, po vsej verjetnosti bo en nepričakovani livestream. Zakaj nepričakovani? Zato, ker če bo totalna polomija, da ga lahko sam dol vržem, pa noben ne bo vedel, da je bilo to. Ampak ja, subscribejte se, naročite se na zvonček, tako da pač dropnem ta nepričakovani livestream, da boste pravočasno lahko uskočili v njega in me vprašali vse, kar vam srce poželi. Posamejte, pa se vidimo smet kmalu. Čau!